Naj dvigne roko tisti, ki ta teden ni slišal imena Donald Trump in besede carine. No, ni vas veliko, precej več nas je namreč takih, ki nas je napoved trgovinske vojne zaskrbela. Omemba vojne namreč ne more pomeniti nič dobrega. Dobro pa je, če razumemo, zakaj gre. Torej, ameriški predsednik Trump je prepričan, da preostali svet izkorišča Združene države Amerike, zato se je odločil uvesti uvozne carine. Pravi, da druge države prodajo preveč izdelkov v ZDA, ne kupujejo pa dovolj njihovih, kar pa pomeni, da ZDA ne zaslužijo dovolj denarja, zato se mora država zadolževati. Tovarne v ZDA pa se zaradi selitve proizvodnje v tujino zapirajo. Njegova rešitev teh težav so carine. Podrobno pod lupo poglejmo, kaj imajo carine s trgovinsko vojno. Blago iz različnih delov sveta prihaja v Slovenijo, kjer se proda. Temu rečemo, da blago uvozimo. Na primer, banane ne rastejo pri nas, zato jih moramo uvoziti od drugod. Ko država pošlje svoje blago v druge države, temu rečemo, da blago izvozi. Na primer, v Sloveniji naredimo veliko delov za avtomobile, ki jih izvozimo v druge države. Države tako med seboj trgujejo in lahko pridejo do vseh vrst blaga in storitev, ki jih sicer ne bi imele. Včasih pa preprosto uvažajo izdelke, ki jih druge države proizvajajo ceneje, in izvažajo tiste, ki jih same proizvajajo bolje in ceneje. Od mednarodne trgovine imajo praviloma koristi vsi, saj se lahko osredotočijo na tiste dobrine, ki so njihova močnejša plat. Ko pride blago iz ene države v drugo, pa je treba plačati carino. To je obvezna denarna dajatev državi, v katero kaj uvoziš. Podjetje v Sloveniji, ki uvozi blago iz Japonske, bo naši državi plačalo carino. Denar bo šel v državno blagajno. Od tam naprej se razporeja za druge namene, na primer za obnavljanje šol. S carinami država tudi skrbi, da ljudje raje kupujejo domače izdelke, ker zanje ni potrebno plačati carin, so praviloma v trgovinah cenejši. Tako tudi zaščiti domača podjetja in jim zagotovi razvoj oziroma preživetje. Nekatere države se dogovorijo, da lahko njihovi državljani in podjetja trgujejo brez carin, tako je na primer v Evropski uniji. Carine med državami pa se lahko zlorabijo tudi kot nekakšno orožje, kadar državi za to, da bi škodili druga drugi, namesto vojakov uporabljata denar in zakone. Ko ena država poveča carine na blago, ki uvaža iz druge države, druga pogosto naredi enako. Posledice so lahko škodljivi za obe strani. Blago in storitve v obeh državah postanejo dražje, države pa manj trgujejo med sabo, kar slabo vpliva na gospodarstvo.